Pozdravljeni. 26. aprila 1941 je Adolf Hitler obiskal Maribor. Pravkar mineva 80 let od tega obiska in v sinagogi Maribor smo se odločili, da temu sicer zelo glasnemu jubileju posvetimo pozornost, ne samo na ta način, da poskušamo čim bolj podrobno pojasniti, kje kaj je počel Hitler v Mariboru, ampak da tudi nakažemo vsaj na posledice njegovega obiska. Pa krenimo na pot. Naša prva postaja je v neposredni bližini stavbe sinagoge, v kateri smo začeli pot, kjer je sicer sedež naše ustanove. In sicer sinagoga Maribor je čisto blizu glavnega trga, ki ga zdaj vidimo že pred nami. Glavni trg sicer v današnji obliki, kot ga vidimo, še ni bil v času Hitlerjevega obiska, čeprav tale del, v katerem se zdaj nahajamo, je bil takrat že bolj ali manj po isti. Torej, te stavbe, ki vidimo tukaj, so stale, kot tudi zdaj za našo nadaljno zgodbo pomembna stavba desno od mene, ki je zdaj, se pravi, na vogalu glavnega trga, ki jo sicer zdaj ravno kar obnavljajo, je pa potem začetek danes ulice Kneza Kocla 2. Namreč v tej stavbi, v drugem nadstropju, je živela judovska družina Konštajn. No in te judovske družine Konštajn smo leta 2012 v sinagogi Maribor postavili spominsko obeležje, ki se mu reče Stolpersteini. Nemška beseda, ki jo prevajamo v slovenščino bodisi kot lakovci spomina, bodisi kot spotikavci. Tukaj so. Gre torej za 6 majhnih kamnov s podatki o družini Konštajn, ki je tukaj živela. Torej bili so babica, oče, mati in 3 otroci. Rudolf Konštajn je bil dijak Mariborske Alke, današnje prve gimnazije Maribor, medtem ko pa njegovi 2 mlajši sestri dvojčici, Gizela in pa Milica, pa sta hodili na predhodnico, danes sicer več neobstoječe osnovne šole Ivan Cankar. Iz podatkov, ki jih vidimo tukaj, vidimo, da so bili izgnani iz leta 1941 v Mariboru, torej nedolgo potem, ko je Hitler obiskal Maribor. Zatekli so s sorodnikom v Čakovec, kjer so pa potem 1944. leta bili odpeljani v Auschwitz. Večina članov družine, Rudolf ne. Rudolf je bil poslan v prisilno delo v Bor, od tam pa v taborišče Mauthausen, ki ga tudi ni preživel. Ostalih 5 članov družine je bilo odpeljani v Auschwitz, no in sestri dvojčici, Gizela in Milica, sta prispeli v Auschwitz 2. maja 1944. Kot ponavadi je tudi tega dne bil človek, ki je selekcioniral ta judovski transport, s katerim so ti 2 dvojčici prišli v Auschwitz, sam dr. Mengele. No in dr. Mengele, kot je verjetno znano, je med drugim seveda delal poskuse tudi na dvojčkih. Opazil je dvojčici Konštajn, izbral za svoje poskuse in relativno malo je poznano, da te poskuse seveda ni slučajno izvajal na dvojčkih, ker seveda so dvojčki mu bili čisto z tehničnega vidika idealni. Namreč na enem izmed dvojčkov je vedno izvajal poskuse, na drugem pa ne. No in tudi v tem primeru je bilo tako, in sicer Milica je bila dejansko poskusni zajček in je po osvoboditvi kmalu, so 46 leta umrla za posledicami poskusov. Medtem ko pa Gizela je preživela še dolga leta in je bila v 70 letih prejšnjega stoletja tudi ena izmed glavnih prič proti Mengeleju, za katerega se takrat verilo, da je še živ, ga pa sicer niso nikoli ujeli. Vzrok je bil v tem, da je večina dvojčkov, ki jih je Mengele uporabljal pri svojih poskusih, bila dejansko otrok starih 5-6 let. Seveda so nekateri preživeli, vendar otroci so starosti 5-6 let, tudi če so tako travmatično izkušnjo preživeli, kot priče niso bili zelo zanesljivi. Namreč perspektiva 5-6-letnega otroka je seveda precej zožana. Dvojčici Konštajn pa sta bili v prihodu v taborišče stari 17 let in posledično sta seveda imeli mnogo boljše poznavanje in razumevanje, oziroma preživela Gizela je potem bila seveda izjemno dobra priča za proces proti Mengelu, ki sicer nikoli ni zgodil, ker Mengele seveda nikoli ni prišel v roke pravice. Postavili smo se na tem mestu tudi zaradi tega, ker vemo, da ko se je začel Hitlerov obisk, je prišel sicer v Maribor preko košarškega klanca,
Prva postaja je bila na sicer zdaj precej oddaljenem železniškem mostu, tam se sicer ni ohranila nobena fotografija, potem pa vemo, da je obiskal takrat, se je rekel državni, danes rečemo stari most, tukaj na Glavnem trgu. No in lahko si predstavljamo, da se je pripeljal po tej ulici, mimo te stavbe, kateri je takrat še živela judovska družina Konštan, in tu nekje na tem prostoru je bilo takrat, kot tudi danes, parkirišče, kjer se je torej ta konvoj ustavil. Se pravi, tu nekje je torej Hitler izstopil iz avta, neposrednim predhodom v stavbo, torej, kjer je živela judovska družina Konštan, in si potem s spremstvu spremljevalcev glavnih, najpomembnejši izmed njih z lokalnega vidika je bil takratni štajerski Gauleiter Siegfried Uiberreiter, ki ga tudi vidimo v mnogih posnetkih tega obiska, ni pa bil edini. Tako da je recimo konkretno, kot bi rekli, človek, ki je bil najbolj pomemben, ki ga prepoznamo na fotografijah tega obiska, je bil Martin Bormann, Führerjev namestnik, ki sicer v tem trenutku, ko je bil ta obisk, namreč aprila 1941, še to ni bil. Bil je samo takrat vodja štaba namestnika Rudolfa Hessa, vendar ker vemo, da je Rudolf Hess kmalu zatem, 10. maja 1941, odletel v Veliko Britanijo, je to funkcijo prevzel. Ostali ljudje, ki so bili v spremstvu Hitlerja, so bili vsi, bi rekli, zelo tesni povezavi z njim, kot njegov recimo osebni adjutant Julius Schaub ali pa recimo njegov osebni tiskovni predstavnik Otto Dietrich ter recimo osebni zdravnik Karl Brandt. Vzrok, zakaj so se ustavili tukaj in si ogledali stari most, je bil seveda v tem, ker je stari most takrat bil podrt, miniran. Namreč stara jugoslovanska vojska je imela sicer taktiko in strategijo v aprilski vojni, da poskuša preprečiti napredovanje nemških enot na ta način, da bi seveda pač poskušala čim bolj omejiti njihovo premikanje preko velikih ovir, kot je recimo reka Drava. No in zato so vsi mostovi, ki so bili v Mariboru, bili minirani, tudi tale. No in pač Hitlerov spremstvu se je delo to dovolj zanimivo, da so se šli ogledati. Torej obstaja približno 10 fotografij, ki so nastale na tem delu obiska, na katerih vidimo, kako gredo proti temu srednjemu delu. Namreč ta del, kjer smo zdaj kamniti, ni bil miniran, medtem ko pa je bilo torej tisto, kar bo dejansko porušeno, ta osrednji del. Prišli so približno do tiste lokacije tam, ko vidimo, ko se preneha kamnita ograja in se začne Kovinska, kjer imamo tudi nekatere fotografije od blizu. In tudi zaradi teh bližnjih fotografij lahko poleg Hitlera seveda prepoznamo še nekatere druge udeležence. Potem so pa naslednje fotografije, ko gredo z mosta nazaj proti avtomobilom, parkirajo na Glavnem trgu. Glede na to, da je del teh fotografij izdal kmalu po obisku sam Heinrich Hoffmann v obliki brošure, vemo, da je torej moral biti avtor večine fotografij sicer povezavi s tem obiskom sam Hoffmann. Za te, ki so nastali na mostu, pa lahko neposredno to trdimo. Ni pa bil edini človek, ki je bil povezan z, bi rekli, dokumentacijo Hitlerjevih obiskov tukaj. Poleg torej Hoffmanna, osebnega Führerjevega fotografa, je bil tudi osebni Führerjev snemalec Frentzen, sicer bolj znan tudi kot predtem snemalec Leni Riefenstahl. Tista najbolj znana slika je nastala približno tamle, ko vidimo tisto dolbino, kjer so nekoč bili stebri, kjer je bil mariborski grb, ki so bili po drugi strani vojni odstranjeni. Mogoče saj nekateri starejši se bo spomnili, ta fotografija bila tudi ena izmed albumov skupine Plavi orkestar, kar je morda bilo celo ta Hitlerov obisk Maribora dosegel največjo publikacijo ali pa saj prepoznavnost. Drugače pa zdaj gremo na Glavni trg naprej. Torej nobene fotografije, vsaj zaenkrat nepoznane ni, ki je bila posneta na Glavnem trgu. Tudi iz preprostega razloga, ker razen tega, da so avtomobile parkirali, kot rečeno, tukaj desno, kjer je danes avtobusna postaja, seveda se kaj dosti niso zadrževali. No, ampak vseeno velja se ustaviti pri drugače, sicer zelo pomembni mariborski znamenitosti, mora biti celo reči ena izmed največjih mariborskih znamenitosti, to je mariborsko mestno hišo ali Rotož. Vidite ga pred menoj, torej zgradba z zvonikom in lepim renesančnim balkonom. In obstaja zelo trdoživa mariborska urbana legenda o tem, da bi naj Adolf Hitler ob tem obisku imel govor in ta govor bi naj opravil nekjer drugje kot na balkonu Rotoža, mestne hiše. To je seveda pač, kot rečeno, urbana legenda, posledica nekega, bi rekli, pomešanega ljudskega izročila.
Namreč na filmskih posnetkih, ki so nastali neposredno po nemški osvojitvi Maribora, je sicer en prizor in iz tega tudi potem fotografije, kjer na tem balkonu vidimo nekatere vodilne člane Kulturbunda, ki so tukaj fotografirani. Zanimivo tudi zaradi tega, ker je konkretno na tem posnetku še vedno videti stari napis. Namreč stari Jugoslaviji so vsi uradni napisi bili v latinici in cirilici. No in to se tam vidi. No in ne glede na to, da je ta posnetek nastal, seveda noben izmed teh ni bil Hitler, so bili samo člani vodstva Kulturbunda v Mariboru. Potem po drugi strani so pa seveda relativno poznani tudi govor, ki ga je imel kmalu po, 2 dni kasneje, po obisku Adolfa Hitlera, Siegfried Uiberreiter na današnjem Trgu Svobode, kjer bi naj spet, kot nekateri so zamešali, rekel Hitler pač besede, narediti mi to deželo nemško, tako nemško, da stala Štajerska. Pravilno je, da je Siegfried Uiberreiter na tem govoru na Trgu Svobode povedal, da mu je Führer nekaj tednov predtem povedal, da naj naredi to deželo spet nemško. No in seveda iz površnega branja enega in drugega je nastal napačna presodba, da je na Rotoškem trgu bil ta govor. Hitler ni imel nobenega javnega govora, tudi Uiberreiter pa te Hitlerove besede ni ponovil tukaj, ampak na Trgu Svobode. Kot vemo iz precej natančnega zapisa Marburger Zeitunga o obisku, je pot, kot rečeno, nadaljeval preko glavnega trga do Slomškega trga, kar pomeni, da so se peljali po takrat čisto normalno prometni, ne tako kot je danes to peš cona, ne samo v glavnem trgu, ampak naprej potem po Poštni. Poštna je bila takrat, kot tudi ostale ulice v središču mesta, pač ulica za avtomobilski promet, se pravi s pločnikom na levi in desni strani. Zdaj, motiv za ta odsek je zagotovo bil to, kar pač vemo iz nadaljnega opisa tega obiska, da je od zunaj si ogledal stolnico. Stolnica je nesporno najpomembnejši umetnostno-zgodovinski spomenik v Mariboru. Je seveda sad mnogih stoletij prezidal. Ni bila zgrajena sicer kot dejansko v osnovi katedrala, ampak vzrok, zakaj je pač to Hitler obiskal, najbrž ni bil njegova sicer izpričana nagnjenost do umetnosti. V tem primeru to gre za starejšo zgodovinsko umetnost, pač pa je verjetno šlo za pač preprosto, bi rekli, malo tako turistično logiko, da pač če priješ neko veliko obmejno mesto, greš pač se pogledati največjo zgradbo, v tem primeru je bila to stolnica. Zdaj, kot rečeno, ni nobenih fotografskih posnetkov tudi iz tega dela obiska, kar pomeni, da sve lahko samo pač sklepamo, da je ta pot bila, ampak še enkrat poudarjam, da recimo v tistem času, tu levo in desno, se morate predstaviti Pločnik, oziroma to je bila takrat normalna prevozna cesta. Zdaj, sama predhodnica Hitlerjevega obiska v Mariboru je bilo seveda njegovo bivanje od 12. aprila, torej 6 dni po začetku vojaške operacije proti Jugoslaviji in Grčiji, okrog kraja Mönchwald na meji med današnjo in takratno Štajersko in spodnjo Avstrijo, oziroma avstrijsko Štajersko. Tam je namreč bil idealni pogoj za spremljanje vojaških operacij na tem delu sveta Evrope. Namreč v bližini je bil en večji tunel, kjer bi v primeru, če bi prišlo do bombardiranja, lahko ta Hitlerjev osebni vlak skrili. No in tam je tudi konkretno praznoval 20. aprila 1941 svoj 52. rojstni dan. Iz tega praznovanja rojstnega dne v tem premičnem mobilnem štabu se je ohranilo več fotografij. Moče najbolj zanimivo je pa tale, ko mu delegacija Wehrmachta predaja ploščo, ki so jo ravnokar odmontirali iz lokacije v Sarajevu na tako zvani Latinski Čupriji, kjer je bil izveden sarajevski atentat. Vidi se na tej fotografiji, kako 2 oficirja Wehrmachta predajata to zgodovinsko ploščo, kjer piše, potem se v cirilici na tem mestu je Gavrilo Princip izvedel atentat. Zdaj, 6 dni kasneje, torej zgodaj zjutraj 26. aprila 1941, pa torej ta pomični Hitlerjev štab z vlakom se premakne, pripelje se do avstrijsko-jugoslovanske meje, oziroma takrat seveda meje s Tretjim rajhom pri kraju Špilje, ne do Šentilja, iz prostega razloga, ker dalje ni šlo z vlakom. Namreč proga je bila spet potem pri Šentilju minirana, tam je tudi en tunel in zaradi tega je torej moral izstopiti. Tudi o tem delu obiska obstajajo fotografije in pa filmski posnetek. In potem se je očitno pač po cesti državni peljal, kot rečeno prej, do Košakov, Košaški klanec, se je spustil do železniškega mosta
potem, kot smo slišali bolj podrobno, gledal porušeni Stari most in se potem, kot rečeno, najverjetneje po Poštni, preko Slomškega trga, mimo stolnice, odpeljal tukaj, kjer smo zdaj, ulico 20. oktobra. Staro ime sicer nemško je Schulgasse, torej šolska ulica. No in kot mnoga druga slovenska imena ulic, tudi ta ni preživela začetka okupacije. Temveč ulica 10. oktobra ima ime po nesrečnem plebiscitu leta 1920, ki so ga seveda Slovenci izgubili. Vseeno pa torej z političnega vidika za naciste takšno obujanje teh zadev ni bilo sprejemljivo. Zdaj, po kateri poti natančno je odšel zdaj ta hitri sprevod do naslednje postaje, to je mariborskega mestnega gradu, takrat in danes sedeža muzeja, ne vemo čisto natančno, ampak najverjetneje po slovenski, po kateri mi sicer ne bomo šli, ker bomo seveda zavili na manj opazno in manj znano, čeprav zgodovinskega vidika pa celo bolj povezano s Hitlerjevim obiskom, Volkmerjev prehod. Torej, zdaj smo na Gospodski, ne vemo točno, ali je torej šel tukaj ali je šel morda po kateri drugi poti, pa verjetno po slovenski, ampak zdaj po Gospodski mi zdaj gremo do vogala z Volkmerjevim prehodom, kjer sicer ni neposredne povezave s Hitlerjevim obiskom, je pa seveda zelo močna posredna povezava s Hitlerjevim obiskom. Kmalu za ovinkom bomo to vedeli, zakaj gre. In sicer gre za tole, čemu je posvečen tale spomenik. To je spomenik prvi akciji, ki so ga izvedli v okupiranem Mariboru 3 dni po Hitlerjevem obisku, to je 29. aprila 1941, kot tudi napis javno pove. Šlo je za seveda predvsem skojevce, v manjši meri komuniste, torej zelo mlade ljudi, ki so torej zažgali na tem mestu, od mene zdaj, 2 avtomobila, sicer geodetske uprave nemške. Namreč tale zgradba je bila takrat to, kar je še danes v osnovi, hotel. No in 29. aprila, to je bilo 21 dni po zasedbi nemške Maribora, so svoje nekatere civilne zadeve začele teči, tako tudi geodezija, in pač ti geodeti so očitno imeli tukaj opravke, spali so v hotelu, in torej je bilo njihova avtomobila celo zažgana. Zdaj, ohranila so se imena nekaterih izmed udeležencev te akcije, ne pa vseh. Tisti, ki so ohranili se imena, vemo, da približno 10 poznanih po imeni, so samo 2 preživela vojno. Vsi ostali so potem v nekih drugih fazah padli. Je pa bilo seveda nemško samo presenečenje na tem napadu veliko, čeprav v tisti fazi še ni prineslo do nekih večjih represalij. V vsakem primeru, lokacija je danes bolj ali manj pozabljena, večina ljudi se verjetno niti ne ve, zakaj se sploh imenuje to, kaj sploh na spomeniku ve. Je pa nekoč to bilo seveda malo drugače, tudi zaradi tega, ker je do leta 1990, mariborski občinski praznik bil, na to akcijo 29. april. Od takrat naprej je sicer 20. oktober, da spomin na prvo pisno mimo Maribor leta 1964. No, zdaj gremo po poti, po kateri smo lahko pripričani, da se Hitler sicer ni peljal, torej po Volkmerjevem prehodu do Grajskega trga, za katerim pa spet vemo, da je bil. Torej hotel, desno od mene, Zamorec, staro ime, hotel levo, danes sta to povezana, se imenuje danes Orel, ampak staro ime je Adler, kar se nemšče meni Orel. Zanimivo, da je lastnik v času stare Jugoslavije tudi dejansko imenoval Orel, kako hitro pa prišla pač okupacija, tako imenjal spet ime v Adler. No in torej druga postaja, za katero zagotovo vemo, da je torej izstopil in da je bil vsaj neki program, namreč sam obisk je bil nenapovedan, najbrž je bilo predvsem improvizacije, je bilo torej mestni grad. Imamo zelo pomembnega pričevalca, ki nam je seveda žal ne zapisani v obliki, ampak povedani nekatere podrobnosti tega obiska zapustil. To je bil takratni in tudi po vojni direktor, ravnatelj muzeja, se pa zelo pomeni slovenski zgodovina muzealec Franjo Baš. No in Franjo Baš se spomni, da so ga takrat, bila je sobota, v soboto so bile seveda takrat delovni dnevi, poklicali in so rekli, da zelo pomeni gost prihaja, da ne bo pač pri roki, če bo gosta kaj zanimalo. No in potem na svoje veliko presenečenje Franjo Baš vidi, da ta gost je nišče drug kot Führer Adolf Hitler. No in čeprav mislim, da so ga predstavili, češ to je
bivši direktor Franjo Baš in mu ponudili, da pač mu nekatere znamenitosti pokaže. Tako se je Baš, pravi, da je Hitler mu dal samo roko in ni poslušal. No, Baš je vojno preživel, kot rečeno, po vojni potem bil spet direktor muzeja in kasneje zelo pomemben muzealec. Torej, konvoj se je ustavil torej tukaj. Zadeva je izgledala takrat že tako, kot vidimo tukaj, bolj ali manj. Edina razlika je stavba komuna projekta, ki je takrat še ni bilo, medtem ko pa Kino Partizan, takrat z imenom Kino Esplanada je stal, mestni dvorec v tej obliki, kot vidimo tudi, kavarna Astoria, po kateri seveda se tudi znameniti film, ki opisuje življenje pred, med in po drugi svetovni vojni, seveda tudi že. Torej, po teh stopnicah, ki jih seveda tukaj samo vidimo, se je torej ta odprava Hitlerjeva odpravila v Viteško dvorano, bolj pravilno Svečano dvorano, to mi zdaj ne bomo šli. No in tu vemo, da je potekal nekaj krajši sestanek z vodstvom lokalnega nemškega Kulturbunda, konkretno čisto glavna zvezda je bil dotakratni, pa tudi še kasnejši vodja nemškega Kulturbunda v Mariboru, to je bil protestantski pastor Hans Baron. Poleg lokalnih, torej nemške skupnosti, Hansa Barona konkretno, ki ne vem točno, kaj mu je povedal, oziroma o čem je tekla beseda, ampak glavnem očitno neko poročilo dal, so na tem seveda krajšem sestanku bili prisotni tudi predstavniki novih okupacijskih oblasti. Zdaj, kdo to točno se žal ne ve, saj zaenkrat še ne, lahko pa sklepamo, da je glede način moral biti med prisotnimi tudi Otto Lurker. Otto Lurker je bil pred napadom na Jugoslavijo šef gestapa in vseh ostalih nemških tajnih služb za območje Štajerske, sedežno v Gradcu, ker pa seveda se z okupacijo slovenske dela Štajerske enostavno pač te ingerence prenese tudi na slovenski del Štajerske. Isto. Upravitelj je bil pred napadom na Jugoslavijo, torej pred okupacijo slovenske Štajerske, Gauleite Štajerske in potem smo priključili slovensko Štajersko, tako tudi zdaj Lurkeru priključijo v tem policijskem obveščevalnem smislu slovensko Štajersko. Zdaj, ta Otto Lurker je potem do leta 1943 glavni nosilec terorja nad Slovenci in vsemi ostalimi na tem prostoru, ni pa bil za Hitlerja neznanec. Namreč Otto Lurker, in to tudi verjetno njegova dokaj visoka pozicija v aparatu nemške tajne policije, gestapa in podobnih zadev, je bil namreč ječar v zaporu Landsberg, kjer je verjetno, kot večina ve, je Hitler približno leto dni odsedel in je tudi napisal prvi del Mein Kampfa. In poleg tega, da je seveda sta se takrat spoznala, Lurker sicer kot ječar, Hitler kot zapornik, je ključno bilo za njuno potem seveda poznavanje razumevanje to, da je Lurker, ko je se zapisano, bil tisti, ki je švercal, torej tiste prve zapiske, iz katerih nastane knjiga Mein Kampf, kar je se bilo prepovedano, ampak on je to omogočal Hitlerju in na ta način seveda bistveno prispeval k njegovi nadaljnji politični karieri. Torej, vemo, da kot rečeno sestanek ni bil zelo dolg, ni zabeleženo ostalo, da bi Hitler osebno kaj dosti govoril, v glavnem so o njemu poročali. Vemo pa seveda še vse dva detajla, da potem, ko se je ta zadeva končala, bo na tem stopnišču zborček žena zapel štajersko himno, ki je zdaj spet dobila smisel, ki govori, da je štajerska dežela od visokih Tur pa vse do Save. Zdaj se to postalo možnost. In pa mene zelo tudi zanima fotografija, kjer vidimo pripadnika Hitlerjugenda, kako salutira oziroma predaja raport Adolfu Hitleru. No, potem so prišli sem, vstopili v avtomobile, tudi naslednja serija fotografij, kakih 10 jih je, za katere vemo pa, da ni vse naredil Heinrich Hoffmann, kot je verjetno večino naredil, torej bolj ali manj vse naredil tiste, ki so na Starem mostu, je nastala potem tukaj. Torej, avtomobili stojijo, Hitler se vkrcava, obsod je že množica. Povsem drugačna situacija se vidi, kot se vidi na fotografijah na Starem mostu. Namreč to je bilo dovolj časa, da je seveda se vest o Hitlerjevem obisku razvedla in vidi se sicer, potem ko se gleda potem posnetki v to smer posneti, da je torej vsaj ta Grajski trg bil deloma, ne povsem poln. Tudi vidi se veliko ljudi ob takratnem Kinu Esplanada, današnji Kino Partizan. Medtem ko na tej strani, to, kar se pa tukaj, pa so bolj ali manj vse uniformirani ljudje. Zanimivo je tudi en izmed teh detajlov spet, kjer se en izmed fotografij vidi dejansko filmska ekipa, ki snema. No in iz tega dela, torej ko zdaj Hitler zapušča Grajsko ulico in zavija
na Grajski trg ter naprej proti Partizanski cesti, je tudi tisti mogoče najbolj slikoviti del filmskega posnetka, ki je zaenkrat znan. Mislim, da je bilo bistveno več filmskega gradiva posnetka, kot je do zdaj znanega, ne? Ampak še nihče ni šel pogledati v filmske arhive, pa zaenkrat še vedno ne vemo, kaj točno je bilo posnetega. No, kakorkoli, na teh posnetkih, kot rečeno, se torej vidijo spet recimo Hitlerjevi spremljevalci. Zanimiv detalj je, recimo, da se na nekaterih fotografijah zelo jasno vidi vodja osebne telesne straže Adolfa Hitlerja, Johannes Hannes Rattenhuber. No, in odtud je pot seveda šla, kot rečeno, na levo. Posnetki, ki sicer na YouTubeu krožijo, ki bi naj prikazovali Hitlerjevo pot po partizanski današnji, so napačni. Namreč, tudi če se pogleda boljše, tako vidi, da na tem posnetku je prikazana množica ljudi, kar vemo, da torej ni moglo biti, in da se pelje v tej smeri. Torej Hitler se je peljal pri množici ljudi samo v to nasprotno smer. No, ne glede na to, da kaj več podrobnosti kot o tem ne moremo zdaj na terenu prikazati, oziroma vsaj zaenkrat po sedaj znani stopni podatkov, vemo pač torej te točke, torej Glavni trg, Stari most, Slomškov trg, Mariborski grad oziroma Grajska ulica, ter vsaj deloma zagotovo tudi to, kar je danes Partizanska ulica, ne? Bi pa vseeno opozorili na seveda še nekatere druge točke, ki so seveda, če ne neposredno, pa posredno takoj povezane s Hitlerjevim obiskom. No, tale ulica je izgledala takrat predvsej podobno, kot že izgleda danes. Niso čisto vse stavbe bile takšne, kot so danes. Recimo to, kar je bilo nekoč modna hiša, takrat ni stalo še. Vendar to, kar vidite v nadaljevanju, se pa vse vidi, recimo, ne? Tudi frančiškanska cerkev je stala in podobno. Ne? No, ampak zanimivo je, ko se na te posnetke gledajo, ne? Takoj po okupaciji, seveda je tukaj bilo veliko zastav s kljukastim križem, ne? In tudi je vso potem vojni čas, ker je bila to promenada takrat, ker vem, da tukaj se je pričakovalo, da ljudje gredo zvečer, oziroma pozno popoldne na sprehode, tudi glavna točka informiranja. Tukaj so bili postavljeni veliki panoji, kjer se je dalo pač to, kar se oblasti želele pač pričitati, ne? Eden izmed najbolj takih pretresljivih momentov je to, da so konkretno recimo tudi tukaj bile objavljene fotografije padlih borcev Pohorskega bataljona. Namreč, ko je Pohorski bataljon 8. januarja 1943 bil pobit, so nastale nekatere fotografije, katere so tudi ohranjene, ne? No in seveda tudi z namenom, da se to jasno vidi in ve, so torej tukaj te fotografije razstavili. Med drugim tudi fotografije padlih Šarhovih sinov. Mi bomo zdaj pot nadaljevali sicer še do ene točke, ki, kot rečeno, nima direktne povezave s Hitlerjevim obiskom, ima pa seveda zelo močno indirektno povezavo s Hitlerjevim obiskom. To je, vsaj za moje pojme, najbolj presumljiv spomenik, ki ga imamo v Mariboru v povezavi z drugo svetovno vojno. In sicer gre za spomenik v sodnih zaporih v Mariboru sredi talcev. Že sama količina imen, 683 jih je, vam govori o tem, kakšen je bil obseg nasilja, ki ga je izvajala nacistična oblast. Konkretno, seveda, če bi rekli, kdo je to poosebljal, čisto na vrhu je Hitler, na lokalni ravni, kot rečeno, že preomenjeni Gauleiter, Überleiter in pa vodja policije, tajne in gestapa in tako naprej, Lurker. Zdaj sam pojem talci, ne, ki ga mi slovenščini uporabljamo in po katerem se ta spomenik imenuje, in pa ki ga tudi seveda potem v vseh učbenikih in knjigah uporabljamo, ni čisto pravilno. Namreč ti ljudje pravzaprav niso bili talci za nič. Namreč biti talec pomeni to, kar je sicer bilo po takratnem vojnem pravu dovoljeno, da recimo v primeru, če bi na primer bilo neko odporniško gibanje in bomo dali recimo okupacijske oblasti ultimat, ne, da v primeru, če bodo vaše vojaške akcije potekale, ne, bodo ti in ti ljudje ustreljeni, bi potem to bilo ustrezno. Ti ljudje, ki so bili tukaj ustreljeni, niso bili po nobeni sodni zakonodaji, po nobenih pravilih, tovrstnih nekih procesih ali pa da je bilo naprej razglašeno, da so oni talci za karkoli. Torej, ne glede na to, da tehnično ni čisto ustrezno, ne, torej tega izraza uporabljati praktično, ne, ker so torej bili usmrčeni običajno po nekih uspešnih akcijah partizanskih enot, ne, seveda se je pa ta ljudski izraz prijel in ne vidim nobenega razloga, da bi ga seveda prenehali uporabljati. Pravim, ponovno poudarjam, da vkolikor bi torej z pravnega vidika, ne, torej bili talci, bi torej obstajala vsaj neka, pa magari še tako bi rekli zlobna pravna razlaga, ne, zakaj so ti ljudje usmrčeni, ampak niti tega ni bilo. Teda, ne glede na to, da je sicer znal nacistični režim svoje
kruta dejanja včasih zaviti, bi rekli, magari neko pravniško šarado, ne. V tem primeru tega seveda niti podrazno ni bilo. Tudi kar se tiče samega oblike nasilja, ne, ki so potekale na Slovenske Štajerske, v Mariboru konkretno, ne, je treba povedati, da so nacisti imeli od vsega začetka pač idejo, da če bodo zelo radikalno, zelo grobo, zelo okrutno zatirali vsakašni poskus odpora, ne, bodo seveda posledično zatrli ta upor. Izkazalo se je, da ta njihova seveda kruta logika ni delovala, ne, in zato tudi recimo konkretno od leta 1943, ne, se je vseeno stopnja nasilja začelo zmanjševati. Tudi takrat se seveda prenehajo streljati talce na lokaciji, ki bomo zdaj v kratkem videli. No, ampak na vrhuncu delovanja se je zgodilo nekaj, ne, zaradi česar mi lahko, ko govorimo o žrtvah druge svetovne vojne, vsaj z prostora Slovenske Štajerske, ne samo na primeru judovskih žrtev, ampak tudi slovenskih žrtev uporabimo izraz holokaust. Holokaust namreč po definiciji pomeni, da je to nekdo, ki je zaradi bodisi rasnih, telesnih, duševnih, verskih razlogov bil preganjan in na koncu tudi usmrčen. Zdaj seveda, kaj je zdaj ta definicija bila, ne, je lahko različna, ne. Prve žrtve, pravzaprav, ki bomo lahko rekli žrtve holokausta, so telesno in duševno prizadeti, ki jih je nacistični režim začel najprej v Nemčiji, potem pa tudi po nekaterih drugih okupiranih ozemljih evtanazirati. Tako tudi konkretno, ne, na Slovenskem Štajerskem so čisto prve žrtve nacističnega strahovlade, okrog 600 telesno in duševno prizadetih, ki so jih junija in julija 1941 odpeljali iz takratnih ustanov, ki so bile namenjene oskrbi ljudi z takšnimi značilnosti, torej dvorcu Novo Celje, Vojniku pri Celju in Muretinci pri Ptuju, in so jih potem usmrtili v sicer enem izmed glavnih centrov evtanazije na območju nacistične Nemčije v gradu Hartheim pri Linzu. No, tista skupina ljudi, o katerih govorimo lahko, torej, da so torej zelo blizu tej ustrezni definiciji holokausta, so sicer konkretno, ne, sorodniki talcev. Namreč, ko so nacisti leta 1941-1942, ne, če da bolj številčno ubijali talce, ki seveda pravno formalno to seveda niso bili. Bili so ljudje, ki so bili obsojeni na smrt, včasih pač preprostega razloga, ker ni bilo koga drugega na razpolago, bilo pa je treba izpolniti normo, v smislu 100 talcev za pač 100 usmrčenih za pač neko zadevo. In predvsem leta 1942 so lahko te zadeve bile pravzaprav zelo nepomembne. Recimo nekdo dal 5 Reichsmark pomoči za osvobodilno fronto, pa je seveda, če je bil nesrečen, potem bil zaradi tega obsojen na smrt. Ampak to je vseeno pomenilo, da so ti ljudje aktivno nekaj naredili proti nacizmu. Ampak leta 1942 so nacisti začeli zapirati tudi ljudi, ki so bili samo sorodniki tistih, za katere so pač nacisti smatrali, da so nekaj naredili proti njim. In to vse. Od enomesečnega dojenčka do 90-letnega starca. Kar pa je, da ti ljudje so bili obsojeni na preganjanje, na koncu tudi, če je bilo treba na smrt, samo zato, ker so bili to, kar so bili. Isto kot telesno duševne pravice, isto kot Judje, isto kot Romi. No in za to si velja zapomniti, da kot je rečeno, ne, tale spomnik, ki ga tukaj vidimo, ne predstavlja samo žrtev teh 683 ljudi, katerih imena so po datumih tukaj zabeležena in katerih življenja so se končala s ustrelitvijo za temi zidovi, pač pa je za vsakim tem imenom običajno vsaj še nekaj družinskih članov, ki tudi če niso seveda bili usmrčeni direktno, so bili najmanj, kar so bili aretirani. Če so bili starejši od 60 let, so bili poslani v taborišča za tako zvane starejše, ker je bil sicer milejši režim. Če so bili mlajši od 18 let, so bili poslani v taborišča za otroke, tudi enomesečne, tudi enoletne, rečemo jim ukradeni otroci. No in konkretno, ker sem prej omenil Šarhove sinove, ti najstarejši Šarhovi sinovi so pobegnili enega izmed taborišč, severno od Gradca, se prebili na Pohor in potem padli kot borci polskega bataljona.
bili so pa seveda vsi mladoletni. No, ampak največja skupina sorodnikov so bili tisti, ki so bili torej v starosti med 18 in pa 60 let in vse te so predvsem leta 1942 brez izjeme poslali v Auschwitz, kjer seveda niso vsi umrli, so pa mnogi umrli. Zdaj, če bi rekli med drugim, zakaj je ta spomenik tako pretresljiv, ne samo zaradi tega izjemnega seveda števila žrtev, ki jih tukaj vidimo, ampak zato, ker si moramo zapomniti, da za vsakim tem imenom je še vedno tudi družina, včasih s 5-6 člani, katerih mnogi ne samo da so trpeli zaradi tega, kar je seveda nacizem počel na tem prostoru, ampak so tudi končali svoje življenja. Tukaj bi zaključil še z tem, da tudi kar večina ljudi ne ve, levo in desno spomenika v teh žarah je dejansko pepel ljudi, ki so bili tukaj za temi zidovi usmrčeni. Namreč leta 1943, ko je potekalo streljanje talcev tukaj, ni bilo v Mariboru krematorija. Nacistični režim pa je namenoma te ljudi seveda kremiral in pokopal v sicer grobove na pokopališču v Gradcu, tudi na ta način, da bi preprečil kakršnikoli spominjanje na njih. Po vojni so te žare skopali, bile so vrnjene nekatere sorodnike, nekatere so pa še danes zidane tukaj. No in jaz verjamem, da danes večina Mariborčanov tega spomenika sploh ne opazi, bi pa bilo prav, da se vsaj v nekih prelomnih trenutkih, prelomnih dogodkih, kot je tudi konec koncev 80-letnica začetka druge svetovne vojne ali pa 80-letnica obiska Adolfa Hitlera, vsaj takrat spomnimo na trpljenje teh ljudi.